12. novembra 1920 je bila podpisana Rapalska pogodba, s katero so bili Goriška, Istra in Trst priključeni kraljevini Italiji, več kot 300 tisoč Slovencev pa pristalo pod državo, proti kateri so se borili v celotni vojni. O tem dogodku lahko beremo v številnih časopisih iz tistega časa. Slovenec je svoj članek o dogodku poimenoval Žrtvovani, ki se bere sledeče. Strašna je nesreča, ki nas je zadela. Z eno potezo peresa so 1/3 našega naroda izročili Italiji, položili pečat na dokument, ki pomeni razkosenje našega naroda na 3 dele in najbolj probujene njegove sinove prevaja iz prejšnje sužnosti v še hujšo. Srbom, ki so bili na čelu nove države, je bilo malo mar za Rapalsko pogodbo, kot lahko preberemo iz članka Izdajalski govor dr. Vesniča. Za kontekst, Milenko Vesnič je bil takratni predsednik vlade Jugoslavije. V dopoldanski seji je izrazil ministerski predsednik dr. Vesnič v nekem govoru svoje veselje nad dejstvom, da pade rojstni dan italijanskega kralja na dan srečnega sporazuma med obema državama. Kljub zgodovinsko tragičnemu udarcu v prvokoroški plebiscit oktobra in nato Rapalska pogodba manj kot mesec pozneje, Slovenci niso obupali. Navzlič groznemu udarcu, ki nas je zadel, ne smemo obupati. Vsak poskus kakršnega koli nasilja, revolucionarjenja nas more le še bolj oslabiti. Velja zgraditi državo na tem, kar nam je ostalo, začeti organizirano, vztrajno in požrtvovalno delo.